Dober dan, prav en lep pozdrav vsem skupaj. Danes spet malo drugačna scena, brez kolesa. 3 tedne že nisem kolesaril, predvsem zaradi tega, ker sem vmes prebolel COVID in to kljub temu, da sem bil 2-krat cepljen. Danes na kratko ena zgodba o tem, koliko denarja rabi človek iz nule, ki hoče začeti kolesariti, tako da bo imel pozitivno kolesarsko izkušnjo. Ja, drugače pa je danes 7. november, super lepo sončno vreme, približno 15 stopinj Celzija. Jaz sem se umaknil malo na obalo, da okrevam po tej hudi bolezni. Danes sem se pa odpravil na en manjši izlet, tle čez vinsko fontano Marezige proti Kubidu in cerkvici v Hrastovlje, tako da bo en tak lep dan. Po poti vam bom pa povedal par idej, ki me je vprašala ena punca, koliko bi približno koštalo, da bi se ona lotila kolesariti iz nule, pa bom malo zbral nakup nasvete glede nakupa kolesa in kolesarske opreme. Jaz samo upam, da se lahko v tej fontani najde kakšno zdravilo za ta moj prehlad. Super je. Ja, tako. Prva stvar, če začnete razmišljati o kolesarjenju, je seveda nakup kolesa. Zdaj, možno je kupiti kolo rabljeno za 15-20 evrov, ampak jaz govorim o nakupu takega kolesa, ki vam bo zagotovil prijetno kolesarsko izkušnjo. Zdaj, ponavadi so finance eden glavnih faktorjev, ko se odločate za nakup kolesa, tako da zelo verjetno ne boste šli takoj v nakup specialke, niti v nakup gravel kolesa, ki je še primeren za kakšne makadamske poti in gozdne kolovoze. Takojšnji nakup gorskega kolesa tudi ni najbolj priporočljiv, ker se bo mogoče zgodilo, da vas bo prevzela vožnja po asfaltu, za kar pa gorsko kolo ni najbolj primerno. Tako da tukaj bi bilo smotrno razmišljati o nakupu trekking kolesa, ki je primeren tako za asfaltne ceste, kot tudi za gorske in makadamske poti. Čudno za tako majhno cerkev. To je prvi dan stvarjenja, to je Marijino oznanjenje. So tako v celoti ohranjene. No, kaj pomeni? Pomeni pa enakost vseh pred smrtjo. V tej gostilnici bomo nekaj pojedli, potem vam pa povem naprej, kaj vse je še pomembno. Ja, tako, zdaj smo prišli še malo do Strunjana na en sprehod. Se pravi, kje sem ostal? Pri nakupu trekking kolesa. Zdaj, jaz ne mislim navijati za nobeno posebno znamko, pač predlagal bi tako, da bi kupili trekking kolo nekje v vrednosti od 400 do 500 evrov, nek aluminijast okvir, mogoče Shimano, Deore oprema, v glavnem neka taka srednja reč, da kolo ni predrago, hkrati pa da ni preslabo, da vam bi že po prvih 10 kilometrih minila vsa volja do kolesarjenja. Predlagal bi vam tudi, da kolesarite s takim kolesom vsaj 1 leto, da dobite malo občutka, kako se počutite na cesti in kako se obnese kolo. Vkolikor v 1 letu ne boste začutili tiste močne želje, da bi s kolesarjenjem nadaljevali, oziroma če boste odkrili svoj stil kolesarjenja in želeli kupiti drugačno kolo, potem lahko tega trekkinga prodate za nek sorazmerno dober denar in niste na tako veliki izgubi po 1 letu. Kljub temu, da sem rekel, da ne bom navijal za kakšno posebej znamko, pa lahko izpostavim, recimo v Intersportu sem videl Nakamuro za 500 evrov, to bi bilo eno tako primerno trekking kolo za kolesarja začetnika.
Jaz mislim, da vam lahko pri nakupu kolesa pomaga vsak prodajalec s kakšnim nasvetom, kakšne gume ne bojo gor, kakšen menjalnik. Glejte, da kolo ne bo pretežko, da gume ne bojo pregrobe in bo potem vaša vožnja dovolj prijetna. Zdaj, kar se tiče ostale opreme, bi rekel, da je obvezna čelada. Ni treba, da je tista za 100 evrov, dobi se jih tudi za 30. Ampak to bi jaz rekel, da morate imeti v primeru kakršnega koli padca, vam lahko reši življenje. Zdaj, ostali kosi opreme mogoče niso tako pomembni. Če pa niste prav najbolj šparovne sorte, vam predlagam, da si kupite tudi kakšne dobre kolesarske rokavičke, kakšen dres in pa dobre udobne čevlje. Pri dresu je namreč tako, da če ne drugega boste imeli dobro podloženo rit, da vas ne bo takoj začela skelet, ko se boste zapeljali po prvi ulici dol. Pri majici je pa ponavadi tudi tako, da ima kolesar od zadaj 2 ali pa 3 žepe, da lahko spravi telefon in pa kakšno drugo malenkost, ki jo ima s sabo. Glede same izbire čevljev, jaz ne bi bil kaj posebej izbirčen, svetoval vam bi samo to, da kupite čim bolj trde čevlje, zato ker potem pritisk na pedala ne bo tako hud, noga vam ne bo zaspala in podplati vas ne bojo pekli. Če imate možnost, si lahko kupite tudi čevlje z SPD sistemom, se pravi, to je ta sistem za gorska kolesa. Dobijo se taka pedala, ki so na eni strani navadna ravna, na drugi strani imajo pa uponko za gorski čevelj, s katero zapnete svoje čevlje na pedala. Vožnja je dosti lažja, bolj udobna, kolena manj trpijo. Ok, prej ko povem naprej, tle v Strunjanu je en kratek odmor za kavico. Evo, tle od zadaj vidim pa Piran. Se pravi, tako če bi povzel, čelada je obvezna, tu bi bilo enih 30 evrov. Dres lahko kupite ali pa ne, recimo še kakšnih 70 bi to bilo. Čevlji, mountain bike z SPD sistemom plus pedala, še kakšnih 100 evrov, ampak temu strošku se lahko izognete. Pri opremi bi poudaril še sončna očala, ampak tam bi rekel, da ni nujno, da so to kolesarska očala, lahko so kakršnakoli sončna očala, ki jih imate že doma. Na okroglo, če rečemo čelada in dres, približno 100 evrov. Kolesarski mountain bike čevlji s pedali, še kakšnih 100. Pri opremi za kolo bi pa rekel tako, če hočete imeti res pozitivno kolesarsko izkušnjo, vam predlagam, da si kupite tudi tiste majhne rogove, ki se jih da na belanco, zato da je potem oprijem na belanci lažji, več imate možnih prijemov in roke bolj počivajo. Če govorimo o nekem tistem najnižjem strošku, s katerim imate še zmeraj prijetno kolesarsko izkušnjo, potem čelada, podložene hlače, eni dobri trdi čevlji, pa mogoče tudi kakšne kolesarske rokavice. Tisto niso tako drage, recimo od 3 do 15 evrov, imate pa lepo podložene blazince, zato da imate boljši oprijem in da vas roke ne skelijo. No, sej se mi zdi, da sem povedal vse. Kaj, če hočeš začeti kolesariti, rabiš kolo in malo opreme. Recimo na okroglo 500 evrov trekking, čelada plus dres 100 evrov, dobri kolesarski čevlji še 100, plus kakšne malenkosti. Za 700 evrov se lahko lotite kolesariti tako, da boste imeli prijetno in udobno kolesarsko izkušnjo. Pri tem pa je treba poudariti to, da ima skoraj vsak doma že kakšen kos opreme, mogoče celo kakšno staro kolo, lahko začneš že za dosti manj. Zelo pomembno je, poleg denarja, da imaš tudi precej dobre volje in pa en mal tiste zdrave kondicije, tako da se odpraviš na cesto in greš. Moram pa opozoriti, dejansko vi se lahko lotite kolesariti z enim slabim kolesom, s poceni opremo, ampak ne se potem jeziti name, če vaša kolesarska izkušnja ne bo prijetna, če vas bo kaj bolelo, če vas bo kakšna stvar ožulila, pač to morate vedeti. Jaz sem imel v mislih, če rečem, za 700 evrov boste začeli kolesariti tako, da bo vaše kolesarjenje vam v užitek in da bo hkrati udobno in varno. No, prej ko zaključim video, pa samo res pazite na svoje zdravje, čuvajte se, tale COVID ni šala, jaz sem ga cepljen sprobal, pa vam moram povedati, da sem kar dobro porcijo dobil. Tako da res, vam želim čim več zdravja. Ja, tako zdaj popoldan se je rahlo pooblačilo, ampak še zmeraj lepih, prijetnih 14 stopinj Celzija, kar je za november enkratno. Pa smo okrog
Kdor bo želel, bo lahko videl na Stravi, kje sem bil. Ja, in tako, tle na poti ven iz Strunjana bom jaz ta video tudi zaključil. Najlepša hvala za pozornost. Kdor se je zdaj odločil, lahko gre takoj na kolo, pa naredi en krajši krog. Drugač pa najlepša hvala in se vidimo prihodnič. Čau, čau.